Obramba, varnost in pa odpornost je ena sama, naša slovenska od vseh. V obdobju od 22 do 26 te vlade smo v zgodovini te države za vsa ta tri področja silom prilike in mednarodnih razmer storili več. Prometna infrastruktura je tipičen primer večnamenske porabe ali pa uporabe. Je hrbtenica gospodarstva, je namenjena ljudem za mobilnost in v tistih kriznih časih, za katere jaz upam, da jih nikoli ne bo, tudi za obrambo države. Zdaj, mi si pa želimo razviti industrijo in jo povezati med seboj, bom rekel, s temi strateškimi projekti, da bomo dosegali neke končne produkte. To vedno potem pomeni večja dodana vrednost. Produkti so nišni, so, bom rekel, visokotehnološki, kar nam omogoča, kljub temu, da smo, bom rekel, majhna ekonomija, prodor tudi na tuje trge. Ključni problem je umeščanje v prostor in postopki umeščanja v prostor so v Sloveniji zelo dolgotrajni. Koprsko pristanišče je kritična infrastruktura posebnega državnega pomena. In seveda Luka Koper kot upravljalec mora poskrbeti za vse ukrepe varnosti, odpornosti in je kot poseben infrastrukturni objekt tudi ne samo posebnega državnega pomena, ampak posebnega pomena za centralno Evropo. Dogodek je izjemna priložnost, je nekaj, kar moramo oceniti izjemno pozitivno in gre za popolnoma nov pristop k razumevanju večnamenskosti. Tovrstni dogodki omogočajo razvoj slovenski družbi, slovenskemu gospodarstvu in hkrati omogočajo, da bo v Sloveniji v prihodnje bolj konkretno izgrajevana odpornost, samozadostnost naših gospodarskih družb, kar je ključno za našo državo.